Lep pozdrav, tudi Beočan in moje ime predstavljam MOVID, nacionalno agencijo programa Mladi v akciji v Sloveniji. Sam seminar, ki smo ga pripravili, odraža eno od tistih sprememb, ki se dogajajo v polju mladinskega dela, in sicer gre za to, da se mladinsko delo iz tiste tradicionalne sfere, kjer spodbuja udeležence k učenju participacije, demokratičnega življenja in podobno, dobilo neko novo vlogo, in sicer spodbujanje zaposljivosti mladih. Torej, stremi mladinsko delo danes k temu, da povečuje njihovo zaposljivost. Enostavno razlog za tak okvir, ki so ga tudi začele Evropska komisija, kot naprimer tudi nacionalne oblasti nekako spodbuja, tudi finančno podpirati, se odraža ravno v situaciji današnjega sveta, ko imamo zelo velik problem pri zaposlovanju mladih, so določene evropske države, kjer imamo 40% brezposelnost med mladimi in podobno. Tako da ta seminar je odgovor na trenuten trend brezposelnosti mladih, in sicer kako lahko mladinsko delo kot tako prispeva k večji zaposljivosti. Kako pa ste prišli do teh mladih, kako so oni izvedeli za vas? Seminar je mednaroden, pripravljamo ga v sodelovanju s 7 ostalimi nacionalnimi agencijami programa Mladi v akciji in pa inštitucijo Salto Inclusion. Skupaj s temi smo pripravili nekako program tega seminarja in razposlali preko mreže nacionalnih agencij tudi vabilo udeležencem. Imamo zelo široko razprtost udeležencev glede na teritorij, prihajajo iz večine evropskih držav, kar je pa tudi posebnost tega seminarja je, da niso samo mladinski delavci prisotni, kot je to v večini primerov za mladinske seminarje nekako znano, ampak se ga udeležujejo tudi odločevalci in strokovnjaki z področja mladih, ter tudi raziskovalci mladine z različnih inštitutov, univerz in podobno. Ampak vemo, da pri nas v Sloveniji mlade zelo težko zaposlijo. Kaj bi mogla vlada ali pa minister narediti? Tako ukrepov, kako mladim olajšati pot do prve zaposlitve, je precej. Zelo različni obstajajo, različne tudi mladinske organizacije spodbujajo in vladi predlagajo določene ukrepe. Gre pa enostavno za v prvi fazi najverjetneje ukrepe, ki bojo skušali zaposliti čim več mladih. To je na primer subvencije za zaposlovanje mladih, za polovičen delovni čas mogoče, se pravi, da se v prvi fazi nekako zagotovi čim več delovnih mest in potem v drugi fazi teh ukrepov, na primer subvencije delodajalcem za zaposlitev teh mladih, ki so bili prej za polovičen delovni čas, za na primer poln delovni čas in tudi seveda nedoločeno obliko zaposlitve. Jaz mislim, da je ta strategija, da je zahodna civilizacija premikala mlade iz trga delovne sile v proces izobraževanja, zdaj prišla do konca in se izkazuje, da enostavno ta ideologija, da je delovnih mest dovolj, polna zaposlitev, ki je celo 20. stoletje ponujalo kot rešitev za način življenja, da je ta ideologija pri koncu, da je cela zahodna civilizacija to pred enim velikim problemom, kako sploh nadaljevati s predstavo 8-urnega obveznega delovnika, ko enostavno 10% ljudi lahko naredi vse produkte, ki jih pravzaprav rabimo za to, da preživimo. Pred nami je celotna zahodna civilizacija in velik izziv, kako sploh zagotoviti, da bodo vsi ljudje našli v tem načinu produkcije življenja svoje mesto, da bodo dobili potrditev in da bodo lahko živeli od lastnega dela. A pa recimo imate kakšno strategijo, kako zaposliti mlade? Jaz mislim, da je najprej se treba dogovoriti okrog tega, da je to problem na tej ravni in da ne bomo več iskali zaposlitve za tega ali onga, za to kategorijo ali drugo kategorijo, ampak da je to glavni strukturni problem. In znotraj tega je pa jasno, da mladi najbolj nastradajo, ker so ti, ki zdaj na novo vstopajo v svet dela je pa že zapolnjen. Tako da to ni samo problem te slovenske vlade, kako najti neke rešitve, ampak je to problem cele zahodne Evrope.